Pozdravljeni. Tudi na veliki nagradi Toskane se bomo pogovarjali o razmerju moči pred kvalifikacijami. A seveda, najprej si bomo ogledali tehnične novosti, ki so jih pripravile ekipe. Zato je najbolje, da kar začnemo. Najprej dve kratki zadevi, kateri pa znajo biti izjemno zanimivi za vse nas navdušence Formule 1. Prva se bo dotaknjena novice o debiju Mika Schumacherja v Formuli 1. Nemški RTL je objavil trditev, da po njihovem mnenju naj bi Mik Schumacher nastopil na prvem ali drugem prostem treningu in ni bilo znano ali za ekipo Alfa Romeo Racing ali za ekipo Haas. Popolnoma nepreverjena zadeva, da smo si na jasnem, in mnogi so začeli to novico povzemati. Seveda, priimek Schumacher privabi kar veliko količino bralcev. A problem je nekje drugje. Ne samo, da so mnogi začeli trditi, da Mik Schumacher zagotovo bo nastopil na prvem ali drugem prostem treningu. Ob 17. uri smo lahko videli tiste uradne dokumente nastopajočih na tokratnem dirkaškem vikendu za Formulo 1. Imena Mika Schumacherja ni bilo omenjenega, kot nam lepo kaže dokument številka 5, kar pomeni, da niti na prvem, niti na drugem prostem treningu ne bo nastopil. Seveda, nekdo se nas je lepo privoščil, dobil je nekaj klikov več in mislim, da je novica prišla tudi v Slovenijo. A dvomim, da se je nekdo opravičil bralcem za napako, katera se zgodi vsakomur. A mnogi navijači Michaela Schumacherja bodo razočarani, ker Mika ne bo, kot so nekateri obljubljali. A to le v poduk, koliko lahko zaupamo nekaterim medijem. Druga novica se pa tiče tistega štaba ekipe McLaren v Wokingu, tehnološkega centra, kateri naj bi bil na prodaj. In obstaja kar nekaj člankov o tem, da so se pri McLarenu odločili prodati tisto fantastično stavbo za cifro okrog 200 milijonov funtov, kar je tudi za moje pojme ogromno. A problem je nekje drugje, kam bo šla ekipa. Ostala bo pravzaprav tam po mnogih virih, katere sem zasledil. Gre za idejo, da bi pri McLarenu uporabili tisti mehanizem sell and lease back, naj bi prodali stavbo in jo nazaj vzeli v najem, kar je po mojem nek manever, da pridejo zopet do likvidnostnih sredstev. Seveda, kriza se pozna tudi pri njih. A pojdimo raje na tiste tehnične zadeve, katere spadajo v prvi del prispevka pred kvalifikacijami. Najprej situacija pogonskih sklopov, kjer vidimo na pričujoči tabeli situacijo po končani veliki nagradi Italije. In kot vidimo, nihče ni presegel tiste meje, da bi dobil kazenska mesta. Tu v Mugellu smo že videli prvi dve menjavi pri obeh bolidih ekipe Haas. Pri Magnusenu so vgradili nov motor z notranjim izgorevanjem, pri Grosjeanu turbino in MGUH, a tudi v tem primeru ne en ne drugi nista presegla meje, zato brez kazni. A mislim, da vse nas bolj zanima, kaj se je praktično novega pojavilo na bolidih Formule 1. In začeli bomo kar zmagovalcem velike nagrade Italije, Alfa Tauri AP01. Zanimiva se mi je zdela tista rešitev na končni plošči prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Vkolikor pogledamo tisti zadnji del, bomo opazili strukturo, katera je podobna cevki. In prav s tako strukturo usmerjajo tisti zračni tok na točno določeno točko okrog prednjega kolesa bolida. Vemo, tam je ogromno zračnega upora, zato je treba kar se da natančno preučiti, kako bo tu se začel zrak vrtinčiti in da bo tako zmanjšal zračni upor. In kar je še bolj zanimivo na AP01 je oblika platišča, katerega smo lahko videli tu v Toskani.
Ukolikor smo malce bolj natančni in pogledamo krake platišča, vidimo neke čudne oblike kot neke ploščice, katere naj bi lahko ustavili na ta del bolida. In tudi ta oblika bi lahko pomagala pri pretoku zraka skozi platišče, kar je izjemno zanimivo in velja spremljati, ukolikor bomo te rešitve videli na dirki. Kot drugo točko bi se rad ustavil pri Mercedesu ter njihovem zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer pravzaprav ne vidimo nobene nove rešitve. Vrnili so se na tisto, kar smo videli v veliki nagradi Anglije. A treba je poudariti, da zopet vidimo dvojni nosilec, kar naprimer v Monzi nismo videli, tam je bil samo eden, in seveda tisti profil te nad izpuhom se je zopet pojavil. Nekaj, kar je bilo pričakovano, a govori nam o tem, kako imajo preračunano tisto silo, katero generira zadnji profil, in seveda kako menjajo enojni ter dvojni nosilec pri ekipi Mercedes. Nekaj, kar pri drugih ekipah ne vidimo. In pri ostalih ekipah velja omeniti to fotografijo, kjer vidimo bolid Red Bull RB16 brez tistih bočnih usmernikov, vidimo prednji rob ravnega dna. In če pogledamo tisti nazobčen prednji rob, nam je malce bolj jasno, kako bolidi ustvarjajo tiste vrtince ob zunanjem delu ravnega dna, da zatesnijo ravno dno in asfalt ter tako povečajo tisti talni efekt, katerega generirajo seveda z drugim čistejšim zračnim tokom. In vidi se, kako sofisticirana je vsa zadeva. In tu bi rad malce se ustavil ter skušal odgovoriti na neko vprašanje, katero je postavil nekdo izmed vas. Ali lahko s prostim očesom vidimo bolid, kateri generira ogromno zračnega upora, in tu se je govorilo o Ferrariju. Žal ne, ukolikor bi to lahko delali na oko, ne bi rabili vetrovnikov. A vseeno, z dveh podobnih zornih kotov se lahko iz vrha vidi Ferrari SF1000 in Red Bull RB16. Seveda ne gre za direktno primerjavo, kajti kota nista enaka, a lahko vidimo, kako majhen je bolid nad tistim ravnim dnom, kako skušajo vse skupaj čim bolj stlačiti na sredino, in lahko si nekako predstavljamo, da je Ferrari SF1000 pač malce bolj obilen od Red Bulla RB16. Vsaj po občutku, da ne bo kakih problemov. In seveda sedaj smo spregovorili o Ferrariju SF1000, kjer poleg tiste lepe barve nismo videli drugih novosti, a rad bi se ustavil pri nosnem konusu, kjer lahko vidimo na posnetku iz tega kota nekaj zanimivega. Pri tistem prispevku o vrtincu Y250 sem govoril o tistih bočnih strukturah na nosnem konusu. Tako imenovan cape ali ogrinjalo in tisti J-ven. No, tu na Ferrariju vidimo kombinacijo obeh rešitev in ukolikor koga zanima, kako zadeva deluje, mu priporočam ogled tistega starejšega prispevka. Vseeno tudi tu lahko vidimo nek kompromis, kateri se pa ni izkazal za uspešnega, vsaj če primerjamo s konkurenco. In prav pri konkurenci je treba na koncu omeniti McLaren, kjer smo videli na prvem prostem treningu, da so preizkušali nov nosni konus. In ta nosni konus je precej podoben tistemu, kar smo videli naprimer pri Mercedesu oziroma lahko tudi pri Renaultu. V bistvu gre za zelo zašiljene oblike, čiste, brez tistih širokih nosilcev, kot smo jih videli pri prejšnjem nosnem konusu ekipe McLaren. To se pravi, tako pri Renaultu kot pri Mercedesu imajo v njihovih načrtih neko vodilno vlogo pri tej aerodinamični podobi. In seveda te rešitve verjetno ne bomo videli na dirki sedaj na veliki nagradi Toskane, a mogoče v naslednjih dirkah v letošnjih sezoni pa sigurno. In zanimivo bo videti, kako se bo ta trend nadaljeval tudi v naslednji sezoni. Toliko za enkrat o tehničnih novostih in poglejmo, kaj nam je povedala tudi proga. Preden začnemo samo analizo razmerja moči za same kvalifikacije velike nagrade Toskane, še trenutek za res zanimivo serijo posnetkov.
Namreč vidimo lahko, kako delavci montirajo tiste dodatne ovire na robnike. In zavedati se moramo, da bolid Formule 1 sprošča nazaj na progo ogromne količine energije, zato morajo biti tudi te ovire ustrezno dimenzionirane oziroma njihova sidrišča ustrezno preračunana. In kar smo videli predvsem na prvem prostem treningu, nas ne sme presenetiti. Tisto 3. mesto Charlesa Leclerca je lahko samo iskanje pozornosti. Namreč prvič moram poudariti, da pred začetkom sezone sta imela oba voznika možnost testiranja tukaj, sicer z zgodovinskim bolidom Scuderia Ferrari, a vseeno največ svežih izkušenj od vseh voznikov imata prav ona dva. In drugič, na prvem prostem treningu so lahko imeli pri Scuderii Ferrari prazne rezervarije, zato tako dober čas. Spomnimo se, gre za 1000 dirko Ferrarija, malce lahko tudi iščejo pozornosti, zato tudi taka razlika med Charlesom Leclercem in Sebastianom Vettelom. Govorim o prvem prostem treningu. Seveda oba tovarniška Mercedesa sta bila spredaj, a videli smo, da Red Bull je znova našel tisto pot do konkurenčnosti, ko je treba imeti aerodinamično učinkovitost, aerodinamični oprijem so zopet tam, kjer morajo biti. In na drugem prostem treningu smo v bistvu videli potrditev te teorije. Praktično na drugem prostem treningu gre za res. Vozniki ne testirajo več raznih rešitev, iščejo tiste prave nastavitve, kajti na drugem prostem treningu naj bi bile podobne razmere kot na kvalifikacijah in seveda na dirki. In tu je treba opozoriti na tisto nesrečo, ki jo je imel Lando Norris. Vozniška napaka. Ampak za razliko od drugih prog smo videli tu pri Mugellu je izletna cona lahko tudi peščena. Lando je zdrsnil malce čez in videli smo posledice. Nič hujšega za bolid, da smo si iskreni, a vseeno zadeva, katero bomo lahko videli še večkrat ta vikend, kajti današnji vozniki so navajeni na to, da lahko grejo malce čez progo. Ponavadi so jim brisali čas, sedaj ga je zabrisalo ven. In videli smo po rezultatih, kateri so bili nekako pričakovani na drugem prostem treningu, da sta bila zopet oba Mercedesa daleč spredaj, a takoj z njimi Max Verstappen. In seveda ta razlika med Maxom Verstappenom in Lewisom Hamiltonom mislim, da minimalna, in zato bi lahko trdil, da Lewis Hamilton ni imel posrečenega kroga. Dovolj za drugo mesto, a mislim, da na kvalifikacijah je sposoben tako on kot tudi Valtteri Bottas odpeljati še bistveno hitreje. Vidi se pri Red Bullu razliko med Alexandrom Albonom in Maxom Verstappenom. Albon je bil 4., kar je super rezultat, a govorim v razliki v času, kar nam nekako kaže tisti talent, tisto sposobnost voznika spraviti RB16 na tisto mejo. In tu so nas presenetili znova pri tovarniški ekipi Renaulta, kjer smo videli oba voznika dokaj visoko, presenetljivo visoko, da bom tako rekel, a kvalifikacije so jutri in dirka v nedeljo. Tako da ta rezultat je dober znak, a bodimo kot ponavadi malce previdni pri njiju. Tisto, kar z velikim zanimanjem sem spremljal, je bil krog Kimija Räikkönena. Namreč mnogi še zmeraj pravijo, kako je težava pri Ferrariju pogonski sklop. No, tu na simulaciji tistega hitrega kroga je bila Alfa Romeo C39 hitrejša, isti pogonski sklop, isti menjalnik. Torej, lahko bi rekli, da gre tudi nekaj na stran aerodinamike, če imamo enak pogonski sklop in enak menjalnik hitrejši. Ne bistveno hitrejši, a samo tako, da bomo razumeli, kje je težava. In razlika med drugim prostim treningom pri Leclercu in Vettelu smo videli zopet minimalna. Tisti, ki so nas malce razočarali, so pri McLarenu. Sicer videli smo težave Landa Norrisa, ampak tudi Carlos Sainz mlajši ni napravil ne vem kako obetajočih časov, čeprav pričakujem, da bomo videli tako enega kot drugega bistveno hitrejše na kvalifikacijah. Po mojem se malce skrivajo. Tako da bi zopet lahko videli, da nažalost na 1000 dirki za Ferrari bodo ti 6., 7. sila na štartnem razporedu, kar lahko pomeni edino to, da bomo videli srdit boj, ukolikor se bo komu uspelo prebiti v 3. del kvalifikacij, a kaj več od tega resno ne pričakujem.
Tisti rezultat prvega prostega treninga, kot sem povedal, je bilo bolj iskanje pozornosti, vsaj tako je moje videnje. Pri ostalih, kot sem povedal, nobenih večjih presenečenj. Mi se vidimo za komentar v živo kvalifikacij ob 14:45 na kanalu Facebook. Seveda, takoj zatem bom pripravil tisti zadnji briefing, kjer bomo skupaj obdelali rezultate kvalifikacij, ritem, ki je bil viden danes na drugem prostem treningu, ter možne strategije. V nedeljo, kot ponavadi, bomo lahko skupaj spremljali dirko, zopet na Facebooku, in po dirki seveda bo sledil na YouTubu, kot ponavadi, komentar. Za enkrat je to vse za ta prispevek pred kvalifikacijami. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.